Spoštovani minister za notranje zadeve, magistr Boštjan Poklukar, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdel, spoštovani generalni direktor policije, magistr Senad Jušić, spoštovana direktorica policijske uprave Koper, gospa Alenka Peruzin Korošec, spoštovani poveljnik specialne enote, dr. Robert Ratkovič, spoštovani vodja Centra za varovanje in zaščito, gospod Franc Šešerko, spoštovani vodja Muzeja slovenske policije, gospod Muhamed Delić, spoštovani akterji prevoza in obnove policijskega čolna P-111, cenjeni visoki gostje, dragi prijatelji. Lep dober dan vam želim na tem zaključku prve faze obnove policijskega čolna P-111. Hvala saksofonistu Matevžu Šantlju za tale glasbeni uvod. Konec novembra bo minilo 3 leta, kar smo v izjemno zahtevni logistični operaciji odpisan policijski čoln P-111 prepeljali v park vojaške zgodovine. Operacijo smo takrat poimenovali Argo 2, v spomin na slavne argonaute in njihovo legendarno potovanje, v okviru katerega naj bi prav prek naših krajev po suhem prenesli svoje ladje Argo. Kdo ve, ali je v tej mitološki zgodbi zrno resnice ali pa gre le za mit. A nobenega dvoma ni, da smo bili takrat priča pomembnemu zgodovinskemu dogodku, ko je po isti poti potovala druga ladja, upokojeni policijski čoln P-111. Čeprav se je zdelo, da ga je zaradi njegovih dimenzij po ovinkasti cesti ob množici križišč, podvozov, nadvozov, elektrovodov in vseh drugih kabelskih napeljal nemogoče prepeljati iz luke Koper v park vojaške zgodovine, nam je na koncu uspelo in smo ga nepoškodovanega varno prepeljali na cilj. A prevoz čolna ni bil samo zaradi višine. Še nikoli se ni takšen tovor vozil po slovenskih cestah zaradi skrbi za dediščino, da bi objekt, ki je odslužil svojo osnovno rabo, spravili v muzej in s tem ohranili za prihodnje generacije. Čoln P-111 se je tako pridružil XXL eksponatom parka vojaške zgodovine, podmornici Zeta, nemški vojaški lokomotivi, helikopterju Vrča. Že takoj smo začeli razmišljati in kovati načrte za obnovo. Predvsem pa smo si želeli čim prej na palubo in v notranjost čolna popeljati obiskovalce. Ni šlo brez zapletov, a na koncu je le uspelo. Največji predmet kulturne dediščine slovenske policije bo danes zaživel novo življenje. Po njem in van se bodo začeli sprehajati otroci, družine, ljubitelji nautike in morja, policijske dediščine in drugi. Policijski čoln je eksponat Muzeja slovenske policije z velikim simbolnim in zgodovinskim pomenom. Zato k nagovoru vabim generalnega direktorja policije, magistra Senada Jušića. Prosim, direktor. Spoštovani minister za notranje zadeve, spoštovani župan občine Pivka, spoštovani direktor parka vojaške zgodovine, spoštovani visoki gostje, cenjeni kolegi iz notranjega in obrambnega ministrstva, kolegi iz policije in slovenske vojske, dragi obiskovalke in obiskovalci. Današnja priložnost ima za policijo izjemno velik pomen. Potem, ko smo se od našega dolgoletnega sodelavca, karizmatičnega čolna P-111, pred nekaj leti poslovili in ga pospremili v pokoj, ga danes znova pozdravljamo, tako prenovljenega in pomlajenega. Za mnoge je morda le čoln, niti največji, niti najmanjši, pač eden od mnogih. Za nas, policiste, pa je bil 26 let zanesljiv partner in mnogokrat zaščitnik v najzahtevnejših trenutkih. Na začetku njegove poti mu javnost ni bila preveč naklonjena. A kljub nerodnem začetku je P-111 že kmalu dokazal svojo pravo moč in veličino. Ko je morje, ki ga večina nas pozna le z poletnih dopustov, pokazalo svoj drugi obraz, je P-111 v najzahtevnejših vremenskih razmerah pogumno zaplul med valove in vsem nejevernikom pokazal, kakšna bo njegova vloga v slovenskih teritorijalnih vodah. Že v prvih miljah se je izkazal kot hitro, okretno in zanesljivo plovilo, ki bo odločno upravljalo zaupanemu policijske naloge. Namenjen je bil patruljiranju in reševanju. Najbolje se je odrezal ravno takrat, ko so bila ogrožena življenja in je bilo potrebno pokazati največ poguma in odpornosti.
Nešteto reševalnih akcij se je vrstilo v 26 letih njegove plovbe. Zgodbe, ki jih je P-111 zapisal v razburkanem morju med visokimi valovi in neizprostnimi morskimi trombami, so skrbno shranjene v spominu številnih generacij njegovih posadk. V spominu dobro izurjenih in požrtvovalnih policistov, ki so bili srce in motor tega čolna. Danes, ko P-111 začenja novo poglavje, ko del muzejske zbirke nas navdaja veselja, da bo njegovo bogato zgodovino zdaj mogoče deliti z vsemi obiskovalci. Želim si, da bi pogled na to veličastno plovilo navdihnilo tudi njih, tako kot je nas policisti. Predvsem pa da bi jih opominjalo na pogum in požrtvovalnost policijskih pomorščakov ter na vrednote, ki jih kot policija zastopa. Parku vojaške zgodovine Pivka se iskreno zahvaljuje, da je temu častnemu članu naše modre družine zagotovil nov dom in v resnici tudi novo življenje. Prav je, da zgodbe s krova ne zbledijo v pozabo, temveč postanejo del slovenske varnostne kulture. Cenjeni, upokojeni policijski patruljni čoln P-111. Želimo ti srečno, dolgo in mirno prihodnost. Hvala lepa. Hvala, gospod direktor. Pomen čolna P-111 kot dediščine slovenske policije in njeno predstavljanje v parku kot največjem muzejskem kompleksu pri nas je prepoznal tudi minister za notranje zadeve magister Boštjan Poklukar, ki se je osebno zavzel za odpravo administrativnih ovir in poskrbel, da je stekla obnova, katere prvo fazo danes zaključujemo. Z veseljem vas zato, gospod minister, vabim k mikrofonu. Spoštovani gospod župan občine Pivka, Robert Smrdelj, spoštovani legendarni direktor parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič s svojo ekipo, spoštovani generalni direktor policije s svojo ekipo sodelavk in sodelavcev, spoštovani poveljnik civilne zaščite za Notranjsko, gospod Sandi Curk, lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi vi, spoštovani kolegi in kolegice iz Ministrstva za obrambo, iz Slovenske vojske, policije, civilne zaščite in predvsem spoštovane veteranke in veterani tako iz policijskih miličniških vrst, kot seveda iz teritorialne obrambe in pa seveda iz Slovenske vojske, ter seveda spoštovani obiskovalci in obiskovalci današnjega dneva, zgododneva v parku vojaške zgodovine. Najprej povem, da vedno, ko pridem v park vojaške zgodovine, se spomnim, da je bila tukaj takoj, ko je jugoslovanska armada zapustila to vojašnico v Pivki, bilo zelo žalostno tukaj, objekti so bili skoraj razrušeni. Tudi sam sem kot pripadnik teritorialne obrambe vojaške policije se usposabljal tukaj v teh objektih in pravzaprav takrat smo bolj rušili kot gradili. Pa vendar je Robert Smrdelj, župan občine Pivka in pa seveda njegov takratni direktor občinske uprave Janko Boštjančič sta imela idejo, kaj iz tega tukaj narediti. Imela sta oba dva vizijo, da bi tukaj ohranili to vojaško dediščino, ki smo jo takrat teritorialci vozili iz tukaj vojašnice v Pivki na vadišče Poček, kjer smo uporabljali to, kar je danes dediščina, predvsem za cilje, na kateri smo se učili, usposabljali in pravzaprav te cilje razstreljevali, zato da smo pravzaprav se usposabljali. No, ravno Janko Boštjančič in Robert Smrdelj sta prepričala takratno vodstvo Ministrstva za obrambo in pa seveda tudi samo vlado Republike Slovenije, da tako ne gre in ne nazadnje iz teh sanj, kot sta jih imela, da se tukaj postavi en modern nacionalni muzej nacionalne varnosti, bi danes lahko rekel, je danes nastalo to, kot je. In kdorkoli je hodil po Evropski uniji, po državah Evropske unije in tudi po svetu,
je to zelo primerljivo, nekoliko seveda manjše, ker tudi sama Slovenija ni največja država sveta ali pa Evropske unije, še vedno pa zelo, zelo profesionalno in primerljivo tudi s takimi muzeji, kot je National War Muzej v Londonu. Tudi sam sem ga obiskal in še enkrat povem, da smo tukaj popolnoma primerljivi, zato smo lahko ponosni, kaj muzej na Pivki pravzaprav predstavlja. Moram povedati tudi, da po vseh letih delovanja Park vojaške zgodovine ni zaustavil svoje dejavnosti in ni zaspal na lovorikah. Vedno znova in znova tukaj muzejska dejavnost in pa seveda ekipa direktorja Janka Boštjančiča išče nove in nove poti. Prvič, kako zaustaviti turistični tok turistov, ki so na poti iz Postojne proti Kvarnerskemu zalivu in naprej v Kvarnerski otok in naprej v Dalmacijo, kot seveda kaj prikazati tudi našim državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem Slovenije in predvsem mladim ljudem. In ta predstavitev osamosvojitvene vojne, samega procesa osamosvojitve je nekaj, kjer je najbolj nadzorno se pravzaprav vidi tukaj v Parku vojaške zgodovine. Zato sem pravzaprav vesel, da je del parka sicer vojaške zgodovine tudi slovenska policija. Tukaj se gre vseeno za obdobje osamosvojitve, za obdobje vzpostavljanja naše lastne slovenske vojske, naše lastne policije, prehod iz miličniškega sistema, ki ima seveda svoje posebnosti in svojo zgodovino, v slovensko policijo, ki je seveda danes ena izmed najmodernejših policij v Evropi. In seveda tudi ta čoln P-111 je danes del te zgodovine in vesel sem, da to eminentno plovilo, ki je v 90-ih letih začelo pluti po našem slovenskem morju, je danes dobila prostor tukaj v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Ne na nekem smetišču zgodovine v razrezu železja, kajti tako kot je dejal generalni direktor policije, policijski čoln P-111 se je upokojil, ampak tako kot večina naših policijskih policistov, pa tudi vseh naših državljank in državljanov po aktivni karieri seveda začnejo tisto tretje življenjsko obdobje in policijskemu čolnu P-111 sploh ne gre tako slabo, zato ga bomo danes tudi predali vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, da si ga boste ogledali ne samo od zunaj, tudi od znotraj in da boste podoživeli tisto, kar je generacija in generacija policistov doživelo na tem čolnu, tudi takrat, ko ni bilo najlepše vreme, ko ni bilo sončno, tudi takrat, ko je bilo tako hladno sredi septembra, kot je danes in pa seveda tudi v tistih slabih dneh, ki pravzaprav jih na morju poznajo samo pomorščaki. Jaz se zahvaljujem Parku vojaške zgodovine, zahvaljujem se direktorju Janku Boštjančiču, pravzaprav za vse, ker tukaj dela s svojimi sodelavkami in sodelavci in vesel sem, da je Ministrstvo za notranje zadeve in slovenska policija partner na tem področju in seveda napovedujem, da bomo še kakšno sredstvo, ki je pravzaprav odslužilo slovenski policiji, predali v Park vojaške zgodovine, v Park naše nacionalne varnosti, ne zato, da bomo pravzaprav ga odstranili, ker nam dela gužvo ali pa bom rekel, ker nam dela probleme v naših skladiščih, garažah, ampak predvsem zato, da ljudem pokažemo, da so sredstva slovenske policije dolgo leta služila slovenski policiji, da smo jih nadomestili z novimi in seveda, da so del zgodovine naše države pri ohranjanju varnosti in stabilnosti vseh državljank in državljanov v Sloveniji. Zato pravzaprav napovedujem že naprej seveda sodelovanje in kar nekaj sredstev, nekaj policijske dediščine imamo, ki je prav, da dobi mesto tukaj, da si jo seveda ljudje tudi ogledajo. Na koncu, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, vam želim prijeten praznik. 15. septembra leta 1947 je s pariško mirovno pogodbo prišel ta del teritorija spet nazaj v Slovenijo, nazaj tam, kjer je vedno spadal. In to je velik dan ne samo za vse Slovenke in Slovence, to je velik dan predvsem za Primorsko. Vse čestitke, srečno vsem skupaj, srečno Muzeju vojaške zgodovine Pivka in srečno Slovenija. Hvala lepa.
gospod minister, za navdušujoč ognjevit govor in vse pohvale izrečene parku, meni županu. Hvala. Torej, preden minister prereže trak, bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da se lahko danes skupaj veselimo tega trenutka. Najprej seveda ponovim zahvalo gospodu ministru, hvala, da ste držali besedo in da lahko skupaj pišemo to imenitno zgodbo. Zahvalo smo dolžni tudi pripadnikom pomorske policije in drugim, ki ste v vseh letih delovanja čolna vsem težavam navkljub pozorno skrbeli zanj. Hvala Muzeju slovenske policije za partnerski odnos, ki ga bomo, to trdno verjamem, v prihodnjih letih še nadgradili. Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi prevoza pred 3 leti. Brez vaše pomoči bi takrat tale čudovit čoln bil le še spomin iz preteklosti. Posebna zahvala gre direktoratu za logistiko Ministrstva za notranje zadeve, ki je zagotovilo večji del sredstev za prvo fazo obnove. Hvala gospodu Primožu Zupančiču, ki v imenu direktorata koordiniral projekt. Hvala izvajalcem, Radotu Novaku iz podjetja Granos, ki je poskrbel za obnovo palube, ključavničarstvu Frank za izdelavo tega podesta, Petru Vekarju, ki je čoln na novo elektrificiral, podjetju Dvih iz Vrhnike, ki je čoln namestilo na prenovljene podstavke. Hvala naši tehnični ekipi, posebej še Boštjanu Kurentu, ki je vse skupaj nadziral in priganjal delo. Hvala Matjažu Šantlju za glasbeno popestritev tega dogodka. Po prerezu traku si bomo notranjost čolna bodo najprej ogledali visoki gostje, potem pa še vsi drugi, ki si boste to želeli. Vodiči po čolnu bodo danes kar nekdanji člani njegove posadke. Hvala, fantje. Odprtje prenovljenega čolna je del zgodovikenda, katerega program letos kar poka v dogajanje. Že takoj ob 11. Tako sledi dinamična predstavitev dela policije na glavnem prizorišču, ki si jo bo ogledal tudi gospod minister in na katero smo vsi skupaj lepo povabljeni. Iskrene čestitke ob našem primorskem prazniku in lep, sončen ali pa vsaj nedeževen dan še naprej. Hvala.